poslanski skupini Nove Slovenije smo sopodpisali zahtevo za oceno ustavnosti 4. in 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Predvsem tudi zato, ker smo skozi celoten postopek sprejemanja zakona tako na odboru kot v plenarnem zasedanju nasprotovali in argumentirali z dejstvi, da zakon je neprimerno pripravljen in ni primeren za nadaljnjo obravnavo, nekar še za sprejem samega zakona. V sam zakon smo vložili tudi amandma, ki govori, da bi se za besedilom gozdno-lesne sortimente dodalo besedilo iz gozdov v lasti Republike Slovenije. Gre za uveljavljanje oziroma obveznost prevoznic. Skratka, zagovarjamo, da teh 2/3 kmetov, lastnikov gozdov, ki ima v lasti manj kot 15 hektarov gozdov in po večini uporabljajo les iz svojega gozda za lastno uporabo, je uvedba prevoznic dodatno administrativno breme in pa nesmiselna. Tako kot je že predhodnica kolegica Jerajeva povedala, vsak kmet, ki gre v gozd, mu predstavnike oziroma gozdar, revirni gozdar odkaže in že takrat izda dokument, ki ima namen sledljivosti lesa, ki ima namen količine posekanega lesa in s katerim upravlja. In če bi bilo dovolj volje in pa zagnanosti in pa želje po nekem zmanjševanju birokratskih ovir, administrativnih ovir v tej državi, bi ta dokument lahko veljal tudi kot prevoznica. Jaz bi rada poudarila, da sama prevoznica za spravilo lesa za lastno uporabo in pa višine kazni za kmete je neprimerna, zato se v bistvu poudarila to, kar sem v teh dneh poletnih doživela. Srečevala sem se s kmeti na terenu, vsi so rekli, da enostavno kazen od 200 do 2000 evrov, če sekaš v lastnem gozdu, je za njih nesprejemljiva. Vemo, da imamo v Sloveniji velike težave trenutno, ne samo sušo, ampak če se vrnem na gozdove, veliko je lubadarja in so rekli, da dejansko se jim ne splača v uvedbi prevoznic pridati v gozd in posekati tiste lubadarje, to se reče sanitarno sečno, ker jim enostavno so kazni previsoke. Mislim, da to lahko tudi sami opazite, že če se peljete proti morju, malo pogledajte v okolico Loma, boste videli, koliko je tam potrebne sanitarne sečne, ki ob takih razmerah in ob taki zaostritvi te države oziroma te vlade nekako jim ni smiselna in za njih neuporabna. Rada bi še poudarila, da uredba Evropske unije ne nalaga način reševanja, kot je bilo zdaj sprejeto in kako in na kakšen način, in ne določa višine kazni, ker je res, da se uporablja neposredno v vseh državah članic Evropske unije in se nanaša na gospodarske subjekte. Uredba pa v drugem odstavku 19. člena določa obveznost, da morajo kazni kumulativno izpolnjevati naslednje pogoje: učinkovitost, sorazmernost in odvračilnost. Na to uredba v istem členu našteje, kaj lahko kazni vključujejo in v primeru globe določa pogoje za izrek le-te. Denarne kazni globe morajo biti v sorazmerju z okoljsko škodo, vrednostjo zadevanega lesa in lesnih proizvodov ter davčnimi izgubami in gospodarsko škodo, ki jo je povzročilo kršitev. Skratka, te kazni, zaradi katerih vlagamo zahtevo za oceno ustavnosti, so nesorazmerne in občutno previsoke in uredba ne nalaga višine teh kazni. Očitno je, vlada se odločila, da bo reševanje finančne krize obesila na ramena slovenskega kmeta in podeželja. Najprej pa so predlagali, če sam povem, izjemno povišanje katastrskega dohodka. Verjetno se še vsi spomnimo, kaj je bilo v maju in juniju. Nato so visoko obdavčitev predlagali vseh nepremičnin. Tukaj so bili spet pod drobnogledom in pod udarom kmetje, gospodarska poslopja in sedaj še z uvedbo prevoznice tudi za male lastnike gozdov. S tako visokimi kazni in v Novi Sloveniji se dejansko upravičeno mislim, da sprašujemo, kaj bo naslednji ukrep. Že tako letos letina zaradi suše bo bolj slaba, očitno pa hoče slovensko kmetijstvo dokončno uničiti ta vlada Alenke Bratušek. Hvala.